iskrene se dvigajo k tebi želje, najljubim srčno le tebe samo, ki svoje razkrivaš, srce mi lepo, najljubim srčno le tebe samo, ki svoje razkrivaš, srce mi lepo. Lepo vas pozdravljam, dragi bratje in sestre, navzoči tu Marijini kapeli pri Svetem Jožefu v Ljubljani, pa tudi vse vas, ki spremljate oddaje televizije Exodus. Prisrčno pozdravljeni. Razmišljamo o skrivnosti Jezusovega usmiljenega srca, povezavi z praznikom presvetega Jezusovega srca in tudi povezavi z Božjim usmiljenjem, ki ga posebej slavimo tu pri Svetem Jožefu kapeli Božjega usmiljenja z celodnevnim češčenjem. Pravkar smo zapeli pesem Čast Jezusovemu srcu, ki izraža tako ljubezen Jezusovega srca, kar nam približuje to podobo Jezusovega srca, ki jo imamo na moji levi strani, kakor potem tudi podoba usmiljenega Jezusa z žarki usmiljenja, ki izhajajo iz njegove srčne strani. Ti dve podobi nista konkurenčni podobi, ampak dopolnjujoči se podobi enega pogleda na Jezusa Kristusa. Podoba Jezusovega srca nam govori o Božji ljubezni, ki se na prisrčen način razodela v Jezusovem srcu, ki je bilo za nas prebodeno in je sedaj poveličano. Podoba usmiljenega Jezusa pa nam govori o reki Božjega usmiljenja, kar ponazorjajo te žarki, ki izhajajo iz Jezusove prebodene strani. Ena in druga skrivnost nam približuje skrivnost našega odrešenja, ki nam ga je Oče podaril v Jezusu Kristusu. Se pravi, te dve podobi se dopolnjujeta in usmirjata naš pogled v skrivnost Boga, njegovo ljubezen, ki je neskončno usmiljena. O skrivnosti Jezusovega srca smo že razmišljali in gotovo bi to lahko nadaljevali še in še, končno pa je to vsebina naše večnosti, neskončna Božja ljubezen, ki ostaja zvesta na vse veke, ki nas je rešila in nas nenehno rešuje. Danes bomo razmišljali posebej o razodetju Božjega usmiljenja, prav o premišljevanju papeža blaženega Janeza Pavla II., ki je, kot vemo, to vemo vsi v katoliški cerkvi, in z besedo pa z življenjem in oznanjevanjem veliki apostol Božjega usmiljenja, ki je tudi ob tem, ko je za svetnico razglasil sestro Faustino Kovaljsko leta 2000, tudi hkrati uvedel praznik Božjega usmiljenja. Tako, da kakor imamo praznik presvetega Jezusovega srca, ki je slovesen praznik, tako imamo tudi praznik Božjega usmiljenja, ki ga je po Božjem navdihu in razodetju sveti Faustini Kovaljski papež blaženi Janez Pavel II. Postavil na prvo nedeljo po Veliki noči,
ki je bela nedelja, kot vemo, in je hkrati sedaj ostaja praznik Božjega usmiljenja. Morda bi se prav ob besedah papeža Janeza Pavla in pa besedah Cerkve danes posebej ustavili, da ne bi toliko razglabljali o razodetjih, seveda, ki so pristna razodetja, mistikinji, veliki mistikinji, sveti Faustini Kovaljski, o tem morda kdaj drugič, pač pa bi se ustavili pri besedah Cerkve o Božjem usmiljenju. Ker Božje usmiljenje se ni razodelo šele v tem zadnjem času, ampak je že od samih začetkov vse ena sama Božja usmiljena ljubezen, tako v stvarjenju, potem v delu našega odrešenja, v reševanju Božjega ljudstva in ljudi v stari zavezi in potem, kakor se je ta skrivnost razcvetela, dokončno pokazala in podarila v Jezusu Kristusu, v njegovem učlovečenju, oznanjevanju, delovanju in predvsem njegovi velikonočni skrivnosti, njegovega trpljenja, smrti in stajenja in poslanju Svetega Duha in seveda, da poudarimo tudi v ustanovitvi Svete Cerkve, kakor smo razmišljali prav te zadnje čase v duhu binkošti. Cerkev je ustanova Božjega usmiljenja, ne naša ustanova, ampak Božja ustanova. In njena edina naloga je, da ne samo razglaša, oznanja Božjo usmiljeno ljubezen v Jezusu Kristusu, ampak da jo tudi vsemu svetu podarja. Nevsiljivo, vendar pa razglaša in tudi prinaša vsakemu, ki je odprtega srca in se seveda zaveda svoje dejanske situacije. Če se ozremo malo nazaj, kako je to bilo, v letu 2000, leta 2005. maja 2000, se pravi po nedelji Božjega usmiljenja, je kongregacija za bogoslužje, papeška kongregacija, izdala odlok, seveda na ukaz tedanjega papeža Janeza Pavla II., sedanjega našega priprošnjika. Takole je zapisano. Besede so seveda vse pretehtane, bodisi teološko, duhovno pretehtane, pa tudi glede na težo sporočila, ki jo daje kongregacija za bogoslužje, prav v povezavi s praznikom Božjega usmiljenja. Pa poslušajmo to besedilo. V našem času želijo na mnogih straneh sveta krščanski verniki poveličevati Božje usmiljenje z izkazovanjem češčenja in še posebej s praznovanjem velikonočne skrivnosti, v kateri na najvišji način blesti milosrčnost Boga do ljudi. Sprejemajoč te pobude je sveti oče Janez Pavel II. Dobrohotno odločil, da se v rimskem misalu imenu druga velikonočna nedelja odslej doda poimenovanje nedelja Božjega usmiljenja. Hkrati je zapovedal, glede bogoslužnega praznovanja te nedelje, naj se vedno uporabljajo besedila, ki so predvidena za ta dan v misalu in molitvenem bogoslužju rimskega obreda. Torej, to je uradno besedilo, s katerim se z dokumentom uvaja v bogoslužje vesoljne cerkve, praznik Božjega usmiljenja, druga velikonočna nedelja oziroma prva nedelja po velikonoči, se pravi bela nedelja. Na prvi pogled se zdi, da gre pri tem zgolj za formalni, liturgični dodatek, za neko okrasno poimenovanje, ki se ga je zamislil neki urad katoliške cerkve in nič več. O pozornem branju tega dokumenta pa vidimo, da gre pri tem poimenovanju dejansko za odmev na pobudo, ki je prišla iz Božjega ljudstva, z mnogih strani sveta. Za pobudo, ki jo je sveti oče prepoznal
kot posebno znamenje delovanja Svetega Duha v našem času. Podobno je bilo tudi pri tem, ko je Cerkev uvedla v bogoslužje Cerkve, najprej na Poljskem, potem na Francoskem in potem, oziroma s tem tudi za vesoljno Cerkev, praznik Presvetega Jezusovega srca. Pobuda je prišla strani vernikov, z mnogih strani. Tako tudi sedaj za uvedbo praznika Božjega usmiljenja. Torej papež pravi, to je dejansko bila pobuda Svetega Duha, lahko rečemo. Že ob začetku svojega pontifikata je papež Janez Pavel II. V svoji okrožnici o Božjem usmiljenju, prva okrožnica je o človekovem odrešeniku posvečena Jezusu Kristusu. Druga okrožnica, kot vemo, je o Božjem usmiljenju in tretja okrožnica je o Svetem Duhu. So prav tri okrožnice, ki razmišljajo o treh Božjih osebah in poslanstvu, torej teh Božjih oseb. Če smemo tako reči, o delovanju teh Božjih oseb. No in v tem dokumentu o Božjem usmiljenju, te okrožnici iz leta 1980, beremo tole. Resnica o Bogu, očetu usmiljenja, kakor se je razodela v Kristusu, nam omogoča, da vidimo, kako neizmerno blizu je Bog človeku. Zlasti tedaj, ko trpi, ko je ogrožen v jedru svoje biti in svojega dostojanstva. Prav zato se v današnjem času položaju Cerkve in sveta mnogi ljudje in mnoga občestva, ki jih vodi živ verski čut, tako rekoč sami od sebe obračajo k Božjemu usmiljenju. K temu jih nagiblje Kristus, čigar duh deluje na dnu človeških src. Skrivnost Boga kot očeta usmiljenja, ki nam jo je razodel, postaja spričo današnjih groženj človeku svojevrsten klic v Cerkvi. Prepričan sem, da sami tudi tako čutite, vsakič zlasti, ko smo v stiskah, pa nekako globoko vzdihnemo, to je vzdih, pa Bog se nas usmili v tej situaciji. To je bilo, spomnim se po vojni, tudi ko sem večkrat svojo mamo slišal, ki je vzdihnila, pa Bog se nas usmili, pa potem v mnogih drugih situacijah in še posebej v današnjih situaciji, ko se zdi, da smo zašli v brezizhodnost. Druga nam ne ostane, kakor da kličemo Božje usmiljenje. In Janez Pavel II. Tukaj ugotavlja, da se ljudje sami od sebe, dejansko pa spodbujeni po Božjem duhu, obračajo danes v tej situaciji k Božjemu usmiljenju. Pravi, k temu jih nagiblje Kristus, čigar duh deluje na dnu človeških src. Čudovita beseda. Božji duh, ki deluje na dnu človeških, se pravi naših src. Mi se niti ne zavedamo, kaj se v nas dogaja, da v nas deluje duh, ki kliče k usmiljenju, kakor pravi apostol Pavel sredi naših stisk. Kakor je razvidno iz tega besedila, ki sem ga prebral, omenjeno pobudo vernikov bistveno pogojuje zaznamovanost našega časa s trpljenjem in ogroženostjo človeka v njegovem dostojanstvu. O tem smo že nekaj govorili v povezavi z skrivnostjo Jezusovega srca, kar je ugotavljal zlasti papež Pij XII. In v tem smislu tudi pisal okrožnico o aktualnosti češčenja Jezusovega srca spričo situacije, v kateri smo. Tem bolj pa velja seveda to sporočilo za današnji čas. Zaznamovanost našega časa s trpljenjem in ogroženostjo človeka. Ne govorim samo o trpljenju vernih, tudi neverujočih, vseh ljudi. Danes, ko smo v dobi medijev, ko tako rekoč z pritiskom na gumb, na linca, vidimo situacijo, kot je v svetu prek televizije ali prek drugih medijev. Ta doba komunikacije nam omogoča, da vidimo
na nek način, kaj se dogaja dejansko po svetu. Lahko bi dali skupni imenovalec, veliko je gotovo lepega, ogromno pa je trpljenja in ogroženosti človeka. In tu na dnu src govori in kliče Sveti Duh, nam pomaga klicati k Božjemu usmiljenju. Sporočilo o Božjem usmiljenju in njegovi aktualnosti za naš čas je v povezavi s sveto Faustino Kovalsko usidrano tudi v osebno življenjsko pot in prizadevanje papeža Janeza Pavla II. Če poznamo malo njegovo življenje, govorim pa o njem kot o velikem apostolu Božjega usmiljenja, vidimo, kako je Božje usmiljenje dejansko na nek način utelešeno v njegovo življenjsko pot, ki ga je vodila od Vadovic pa naprej prek raznih preizkušenj medvojnega časa na pot duhovništva, škofovstva, potem da je postal kardinal in končno do Petrove službe. V svojem nagovoru ob obisku kapele usmiljenega Jezusa v Krakovu je 7. junija 1927 takole dejal: Prihajam sem, da zaupam vse skrbi Cerkve in človeštva usmiljenemu Kristusu. Sporočilo o Božjem usmiljenju mi je bilo vedno blizu in drago. Je, kakor da bi ga zgodovina zapisala v tragično izkušnjo druge svetovne vojne. V tistih letih je bilo posebno opora in neusahljiv vir upanja, ne le za prebivalce Krakova, ampak za ves poljski narod. To je bilo tudi moje osebno izkustvo, ki sem ga ponesel s seboj na Petrov sedež in ki v nekem smislu oblikuje podobo tega pontifikata. Za teologe, ki raziskujejo sporočilo, teološko in duhovno sporočilo Janeza Pavla II., je ta njegova izjava dragocen ključ, ko pravi, da ga je Božje usmiljenje osebno zaznamovalo in sporočilo o tem usmiljenju je ponesel na Petrov sedež in to sporočilo usmiljenje je v nekem smislu oblikovalo podobo njegovega pontifikata. To so velike stvari. Če hočeš razumeti sporočilo blaženega Janeza Pavla II., ki je povzeto tudi v tem njegovem kriku ali klicu in vabilu, odprite vrata Kristusu, na stežajih odprite. Glejte, je to sporočilo, da se odpremo Božjemu usmiljenju, ki je utelešeno in se nam podarja v Jezusu Kristusu. To je ta skrivnost blaženega Janeza Pavla, vendar ne samo njegova, ampak kar je njemu podarjeno, po posebnem razsvetljenju Božje milosti, Bog hoče, da je tudi nam podarjeno in da gre to naprej. Iz teh papeževih ključnih izpovednih besed, o usmiljenem Kristusu razumemo vodilno vizijo svetega očeta, s katerim se v duhu drugega Vatikanskega koncila, zlasti konstitucije Gaudium et Spes, veselje in upanje, konstitucije, v kateri je on sam tudi kot koncilski oče sodeloval, se v Kristusovi luči in moči zavzema za človeka. Gre za vizijo, ki je dobila svoj poseben izraz v objavi okrožnice o Božjem usmiljenju leta 1980. Vemo, da je krakovski kardinal Karol Wojtyła bil tudi na koncilu in da je močno prispeval k tej osrednji konstituciji veselje in upanje, Gaudium et Spes, pomenljivo, veselje in upanje, torej, ki je osrednja, zelo močna in z Božjim duhom prežeta konstitucija in ki prinaša sporočilo vsemu svetu, ne le samo verujočim, vsem ljudem. Tu je Janez Pavel II., tedajni Karol Wojtyła, aktivno sodeloval in to se tudi čuti iz vseh njegovih besedil. Torej to, da je na Vatikanskem koncilu v tej konstituciji
ki ima ključen pomen poleg tiste druge Lumen Gentium o cerkvi, o skrivnosti cerkve, luč cerkve, da je pri tem sodeloval Karl Wojtyła, je zelo bistven podatek. Ne samo, da je on dal svoj delež kot tisti, ki je osebno izkusil Božje usmerjenje, tudi skozi mnoge preizkušnje poznamo njegovo življenje, medvojne preizkušnje, pa potem tudi v boju z trdovratnim ateizmom in trdoto komunizma na Poljskem. Glejte, ne samo to, ampak je tudi sam koncil, ki je bil sklican po blaženem Janezu 23. in ki ga je nadaljeval Pavel VI., je isti koncil in sklical in preveval duh Božjega usmiljenja, ki se obrača k človeku. To je bil sploh namen koncila, da se cerkev odpre svetu, da cerkev nagovori vse ljudi. Lahko bi rekli, da je drugi vatikanski koncil koncil Boga, ki se hoče v svoje dobroti, usmiljenju, ljubezni približati človeku in ga rešiti. Pobožnost k usmiljenemu Jezusu, ki je močno razširjena po vsem svetu, je po Božji previdnosti zgodovinsko vezana seveda na razodetje sestri Faustini Kovalski. Rojena je bila 1905., umrla 1938., zelo mlada. Po njeni smrti se je ta pobožnost začela močno širiti med ljudi, zlasti povezavi z videnjem, ki ga je imela, ko se je prikazal Jezus v tej podobi in naročil tudi neka naslika, kakor ga vidi. Glejte, torej, to je bil tisti impuls Božje previdnosti, ni bilo pa to prvo. Prvi impuls daje Gospod sam. Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega sina. To je Božje usmiljenje. O tem pripovedujejo evangeliji. Saj je pa cerkev to poglabljala in zadnje čase je Bog po tej ponižni in človeško, bi rekli, neuki sestri, pa globoki teologini in mistikini, gledajte, opozoril na to najvišjo, kot je rekla, tudi v duhu svetega Tomaža Akvinskega, Faustina Kovalska, najvišji Božji lastnosti. Po njeni smrti se je ta pobožnost začela močno širiti med ljudi, najprej med drugo svetovno vojno na Poljskem, in je do danes zajela številne milijone vernikov po vsem svetu. To je nezaustavljivo. To gre nezaustavljivo po vsem svetu, ker ves svet čaka Božje usmiljenje. Uradno je njeno povezano s poslanstvom svete Faustine končno potrdil tudi sam papež Janez Pavel II. Svojo premišljeno odločitvijo, da je na samo Belo nedeljo 30. aprila leta 2000 v znamenju znane podobe usmiljenega Jezusa združil razglasitev Božjega usmiljenja s kanonizacijo sestre Faustine Kovalske. S tem se je odzval na Jezusovo naročilo sestri Faustini, naj se v vsej cerkvi na prvo nedeljo po veliki noči uvede praznik Božjega usmiljenja, kako je zapisano v njenem dnevniku številki 42. Z istim dejanjem je v svojem pomenljivem govoru, ki ga navajamo kot Petrov naslednik, teološko utemeljil pobožnost k Božjemu usmiljenju in je posredno potrdil v njenih izvirnih prvinah, vezanih na Jezusovo sporočilo sestri Faustini, ter jo zavaroval pred različnimi razširjenimi zastranitvami in pretiravanji. No, v tem zvezi imamo, kot vemo, knjižico Jezus vate zaupam, tudi v slovenskem prevodu, in te knjižici so tudi poudarjene te prvine, ki jih najdemo tudi v spisih Faustine Kovalske. Te prvine pa so podoba usmiljenega Jezusa z napisom Jezus zaupam vate, praznik Božjega usmiljenja, rožni venec Božjega usmiljenja in ura usmiljenja. Pa seveda skazovanje usmiljenja vsakemu človeku. Torej toliko mimogrede o sveti Faustini. Drugače pa mislim, da se moramo, in tudi to je nujno, poglabljati v
samo sporočilo o Božjem usmiljenju. Če joka sirota, to laž bo deli, za ovco zgubljeno pa sam